Ščernjavič, lepo Ščernjavič. Ščernjavič do strela in Beltinci vodijo z 1-0. Ta gol gre sicer na dušo vratarja Rendiča, moral bi bolje posredovati po tem strelu. Beltinčani pa vendarle dobivajo to, kar so dolgo iskali. Vid Štefanec vendarle tisti, ki je tu prišel do zadetka. Drugič v tej sezoni je zadel Štefanec, drugič tudi na tem stadionu. 21-letnik je v preteklosti tudi igral na Primorskem in sicer za sežanski Tabor. Dober sprejem, Gomizelja je vrgel z igre, na to pa zaključek, ki ni bil slab, ampak Kavčič, nova priložnost za Beltince, ki vodijo z 2-0. 32. minuta, Aljaž Antolin, tudi on do prvega gola v novi sezoni in bolj kot ne se zdi, da so 3 točke že pod streho. Že se je razgalila razlika v kakovosti med obema moštvoma. Mislim, da je že po slabih 3 tekmah jasno, da Primorje praktično ne more ekspresno nazaj v prvo ligo. Res težko s takšnim kadrom, s takšno igro. Morda pa bodo kaj povedali Prekmurci. Aljaž Antolin je dočakal lepo priložnost, Hunjet mu jo je pripravil. Ščernjavič. Sočič lepo na desno, Mlakar ima nekaj več prostora, Mlakar skuša to izkoristiti, Mlakar! O bližnji vratnici je premagal Rendiča, izjemno hitrost je tu pokazal Mlakar in prišel do svojega drugega gola v tej sezoni. Tako Mlakar kot tudi Štefanec sta zabila tudi na otvoritveni tekmi z Rudarjem na tem stadionu in strelsko zabavo nadaljujeta tudi danes. Tik ob koncu prvega polčasa Mlakar za 3-0 in bolj kot ne se zdi, da je ta obračun dokončno odločen. Izjemna akcija Mlakarja. Opazil je, da je Rendič pustil precej prostora o bližnji vratnici. Pantič z drsečim štartom ni mogel ničesar več preprečiti in varovanci Simona. Dobra podaja zdaj za Černeta, Gašper Černe, 4-0 vodijo Beltinci. Ni prepovedanega položaja, tudi Gašper Černe do prvega gola v tej sezoni. Zanj je to 26. zadetek v drugi slovenski nogometni ligi na 80. tekmi in tudi v tem, da se 22-letnik vrača med strelce. Mislim, da bodo poiskali kar precej zadovoljstva v